Četrtina prebivalcev Bosne in Hercegovine je neposredno prizadeta v poplavah. Milijon ljudi je brez pitne vode. Uničenih ali huje poškodovanih je več kot 100 000 stanovanjskih objektov. Najhuje je v krajih ob narasli reki Savi in to na obeh bregovih. V Doboju v Bosni in Hercegovini so našli 16 trupel, oblasti pa skrbi morebitni izbruh nalezljivih bolezni. Poplave so sprožile tudi premikanje minskih polj, zato je velika nevarnost eksplozij. V Srbiji je po zadnjih podatkih izgubilo življenje 20 ljudi, največ 13 smrtnih žrtev je vodna ujma zahtevala v Obrenovcu. V Sloveniji pomoč za prizadete ob poplavah zbirajo tako številne humanitarne organizacije kot tudi društva, posamezniki, podjetja. Na poplavljenih območjih najbolj potrebujejo hrano za dojenčke, plenice, potrebščine za osebno higieno, odeje, posteljnino in navadno vodo. Prve pošiljke so že na cilju, na poti je tudi pomoč, ki so jo konec tedna zbrali na obali. Takole živo je bilo včeraj med koprskimi carinskimi skladišči, kjer so prostovoljci in donatorji zbirali prepotrebna sredstva za prizadete v poplavah v Srbiji, Bosni in na Hrvaškem. S čim ste prišli naproti ljudem, ki rabijo pomoč? Predvsem z oblačili, odejami, takimi vsakdanjimi stvarmi, ki jih rabijo. Zdaj rabijo v bistvu vse, ne? Imate koga, ki je ogrožen morda? Niso ogroženi moji sorodniki, ne, ampak sočustvujem vsemi, ki so v težavah, ker jutri lahko kdo drug na vrsti, lahko smo tudi mi, nikoli ne veš. Kaj prinašate? Voda, toaletni papir, paštete, sladkor, moka, vse. Je kdo od vaših najbližjih ogrožen? Ja, imam dol. Ste slišali, kaj pravi? Ja. Pa nič, kaj spumpavajo vodo, v Doboju je. Jaz imam dejavnost kemičnega čiščenja in tega se je precej nabralo po Steljnini. Če nekdo v enem letu ne pride iskati, imam pravico oddati in to ravno kar počnem. Da dam potrebnim ljudem, ne. Žal, fajn bi bilo, da ne bi rabo noben tega. Na pomoč so priskočili tudi obalni podjetniki. Eni so posodili viličarje, drugi kombije in tovornjake, tretji skladišča. Ja, dejansko v bistvu paletiziramo oziroma sortiramo in paletiziramo blago, ki bo šlo nadalje na kamion in v Srbijo. Naj bi to že šlo jutri, najkasneje pač v roku 2 dni. Zbiranju pomoči so se pridružili tudi obalni gasilci. Takole je včeraj izgledala zbirna točka v Piranskem gasilskem domu, kjer so zbrana sredstva proti večeru prepeljali v Koper. Imamo gasilce, dobili smo tudi čoln. Sami vidite, da je v bistvu Koper zastal. Cela obala se dvigne na noge, cela Ljubljana. Več kot pričakovano, nisem mislila, da bo tako odziv. Večina zbranih sredstev je danes že na poti proti prizadetim območjem. Preostanek in to, kar se bo zbralo še danes, pa naj bi na pot odšlo tekom jutrišnjega dne.